večer, lepo pozdravljeni. Smo zelo veseli, da bomo lahko danes predstavili knjigo profesorice dr. Barbare Bajt Človečnjaki. Gospa profesorica je namreč tudi naša članica od leta 2019. Da pa ne bom predolga, bom predala besedo gospe Juk Hartman iz založbe Hart, ki je to knjigico izdala, in seveda potem profesorici dr. Barbari Bajt. Hvala lepa. Dobro večer. Hvala lepa za besede dobrodošlice Slovenski matici in seveda za gostoljubje na današnji prireditvi, predstavitvi knjige in predavanju o človečnjakih. Z nami je danes profesor dr. Barbara Bajt. Poznate jo, avtorica številnih knjig je, biologinja, profesorica na pedagoški fakulteti, prejela je številne nagrade v področju šolstva, komunikacije. V zadnjih letih pa z profesor Bajtovo zelo plodno sodelujemo pri pripravi poučnih knjig. Lahko rečem, da zadnjih 10 let jih smo skupaj pripravili več kot 30 knjig. In tale dragulj, Človečnjaki, kdo smo, odkud prihajamo, je avtoričin verjetno en ljubših naslovov, kajti tudi sama je strokovnjakinja za antropologijo človeka, ko je študirala, doktorirala in se posvetila raziskovanju človečnjakov in ta naslov, kdo smo, odkud prihajamo, pravzaprav pove, kakšno je bilo njeno delo in kako se je temu posvetila. Torej, vsebina te knjige, mogoče tako na prvi pogled lahko rečemo, da malo vemo o tem. Veliko vprašanj se ob tem poraja, tudi kadar imamo pogovore o tem v šolah, učenci zelo zanimivo sprašujejo, predvsem jih zanima, v kakšnem odnosu so recimo kupice, pa človek, pa dinozavri, pa človek, pa kako je to potekalo. Malo bolj si to predstavlja in tudi odrasli zelo malo vem. In ravno zaradi tega, se bomo samo povedala dr. Bajtova, je izziv napisati takšno knjigo, ki jo razumejo otroci in jo s tem razumemo tudi odrasli. In nam sporoča osnovne informacije, ki jih pravzaprav v splošnem bi moral poznati vsak in si jih želi poznati. Zato se mi zdi ta knjiga še posebej dragocena in je bila tudi v letu 2022 nagrajena za zlato hruško za mladinsko književnost, kar je še posebej dokaz, da gre za izjemno kakovostno gradivo. Moram reči, da kadarkoli se Človečnjaki s profesor Bajtovo pojavijo na kakšni prireditvi, je to res zanimiva in taka skrivnostna tema na nek način, hkrati nam pa poda informacije, za katere smo sicer mogoče vedeli, ampak ne pa na tak način, pravzaprav na preprost način, ki zanima otroke že od najzgodnejšega obdobja, pa tudi potem v šoli. In je seveda to tudi del učnega načrta, tako v osnovni šoli, kot tudi v gimnazijah. No, prej sem omenila, profesor Bajtova je avtorica številnih knjig. Znana je zbirka Poročevalnih ključev, kjer je šlo kar 15 naslovov samo pri založbi Hart. Poročevalne ključe pa profesor Bajtova piše že dlje časa, tako da jih je v celotno verjetno celo več kot 20 ali celo več v tej zbirki. In so izjemno zanimivi, kajti gre za zbirko za otroke, s pomočjo katere si lahko pridobijo znanje in ugotovijo, za katero vrsto živali ali rastline gre. In to je taka zelo zanimiva in večno uporabljena zbirka. No, tukaj v knjigi imamo tudi na zadnji strani nekaj knjig, ki so bile pripravljene tudi za tekmovanje iz biologije, protozosovo tekmovanje. Vsako leto spremljamo vsebine
in se tudi potrudimo, oziroma profesor Vajdova se zelo vestno in zelo intenzivno potem potrudi, da knjiga izide za to tekmovanje in tudi letos v tej zbirki še ni zavedena, se imenuje Sprehod po travnikih, kot zadnja iz te zbirke. Pa potem tudi Človeška ribica, tudi to predavanje smo v Slovenski matici že poslušali, Kranjska silka, Žebelica od Potinkam, ki je šla tudi v angleškem jeziku. Skratka, ta opus profesor dr. Vajdove je izjemen. In zdaj pa, da jaz ne bom preveč časa ukradla, vabim profesor Vajdova, da nam pove o človečnjakih veliko tistega, kar še nismo vedeli. Hvala. Hvala lepa. Ja, kot mi je že urednica v uvodu povedala, to knjigo sem predvsem pisala za mladino, da bi dobili en pogled v našo zgodovino, ker menim, da je pravzaprav v naših učnih načrtih ta vsebina premalo obravnavana. In marsikdo misli, da človečnjaki, to je ena stara veda, zaprašena, tam ene pusti nekaj prekladajo, to ni nič tako zanimivega, ne. Po drugi strani pa moram reči, da v zadnjih nekaj desetletjih se je ta veda močno razvila, v tem smislu, da poznamo danes mnogo več različnih vrst človečnjakov, kot smo jih recimo pred 40 ali pa 50 leti, in vsako leto najdejo strokovnjaki še nove primere, bodisi že znanih človečnjakov ali pa tudi nove vrste. To se pravi, da to ni ena veda, ki je že zastarela, ampak nasprotno, je v bistvu zelo dinamična in se veliko novega dogaja na tem področju. Po drugi strani pa, če želiš napisati knjigo za učence, da jim bo razumljiva, je treba seveda določene vsebine skrajšati ali pa jih niti ne omenjati, ker sicer bi bila knjiga preobsežna in bi bila potem tudi pretežka za branje osnovnošolcev. Kot rečeno, ta knjiga me je, to knjigo sem začela pisati, kar me je navedlo velikokrat nekaj vprašanj mlajših otrok, a smo se mi res razvili iz opic, ne, ali smo mi opice, kakšni so neandertalci, kdaj so izumrli, kakšne vrste, in to so pravzaprav taka vprašanja in veliko napačnih odgovorov imajo na to vprašanje. Tako da sem želela strniti tisto, kar je najpomembnejše, seveda pa potem kasneje, če kdo želi več zvedeti, bolj natančno po obsegu, pa potem po eni bolj strokovni knjigi. Knjigo sem pravzaprav tudi zasnovala na osnovi dialoga. Ko pride sin iz šole domov, objokan, reče: mama, Tonček me je pa zmerjal, da sem jaz neandertalec, pa jaz nisem neandertalec. In ga potem mama vpraša: pa ti sploh veš, kdo so bili neandertalci, kaj so delali? No ja, to so bili eni neumni, kosmati ljudje, kar tudi marsikdo tudi pomisli. No, in potem začnemo pogovor in mu začnem razlagati, kaj je pravzaprav sploh to paleoantropologija, kakšni so bili naši predniki, kako so se razvijali. Drugi bojo rekli: ja, to je vse izmišljotina, kako pa mi vemo, da so včasih živeli drugačni ljudje oziroma so bili naši predniki drugačni. Jaz to ne verjamem. Če otroka vprašate, a verjameš v dinozavre? Vsi bojo rekli, da seveda, dinozavri, to oni poznajo imena, vse, kako so živeli, eni so bili rastlinojedi, eni so bili mesojedi, skratka, to je za njih kot en pravlični svet, nekaj posebnega. In pravzaprav tudi zgodovina naša je lahko ena taka pravlična, zanimiva zgodba, ki jo še ne odkrivamo.
No, zato v prvem delu sem tudi nekako najprej razložila na osnovi, česa mi vemo, da smo se razvijali, da so bili naši predniki drugačni, a ne? Pač na osnovi fosilov, kako nastanejo fosili in kje so jih našli. In vse, kar vemo danes o razvoju človeka oziroma njegovi evoluciji, vemo na osnovi fosilov. Tisto, kar so strokovnjaki našli, a ne? In iz tistega lahko sklepamo, kako je šel naš razvoj, ampak kot rečeno, še odkrivajo nove fosile, lahko se zgodba včasih malo spremeni ali pa dopolni. Včasih, torej zdaj v novejšem času, tudi določene fosile ponovno, ker imajo natančnejše metode, datirajo in se lahko tudi potem datacija malo spremeni, ampak kot rečeno, vse je na osnovi najdb, to je se pravi fosilov. Mogoče bomo našli, oziroma sigurno bomo našli še druge fosile, ki bojo to zgodbo še dopolnili, ampak trenutno, kar vemo zdaj o naših zgodovini in tukaj recimo imate en omnik kot primer tudi enega takega fosila. No, naša zgodovina, če pogledamo celotno zgodovino Zemlje, in jo razdelimo v 365 dni oziroma 12 mesecev, boste videli, da je pravzaprav zgodovina človeštva se je začela pravzaprav pred 2 urama, in sicer, to se pravi, ob 10. zvečer na Silvestrovo se je začela naša zgodovina. Danes, kot rečeno, poznamo zelo veliko fosilov, najdb, in pomembno je, da že takoj omenim, da mogoče si kdo predstavlja, da je šel razvoj kar takole lepo premo v eni liniji od starejših, primitivnejših in potem bolj razvitih primerkov, ampak treba je vedeti, da v določenem obdobju je, če pogledamo recimo tole obdobje, je živelo veliko različnih vrst človečnjakov in nekateri od teh so bili, pravimo, slepa veja, so izumrli, drugi pa so pa potem dali možnost ali pa so bili predniki neke naslednje naprednejše vrste. No, tukaj le tudi vidimo, da pravzaprav naša zgodovina zgleda kot en močno razvejan grm, in da so v določenem obdobju živeli različni človečnjaki oziroma različne vrste človečnjakov in, kot rečeno, nekatere oziroma večino teh je potem tudi izumrla. No, kot rečeno, naši najbližji sorodniki so človeku podobne opice oziroma šimpanzi. Poleg tega pa imamo še druge vrste človeku podobnih opic, kot je recimo gorila oziroma te šimpanzi gorila, ki živite v Afriki, oziroma orangutan, ki živi v Aziji. Kako vemo, da recimo nek fosil pripada našim prednikom in da ni to primat oziroma da to ni en prednik nekih opic? En od znakov je prav gotovo ta, da recimo opice imajo zelo velik podočnik, zelo dolg, in zato lahko s to čeljustjo samo grizejo oziroma griznejo recimo sadje ali pa neko drugo hrano, medtem ko naši predniki oziroma tisti, ki jih uvrščamo v našo neposredno linijo, pa nimajo izrazitih podočnikov, tako da lahko njihova čeljust tudi melje dela, torej se premika levo-desno oziroma povzroči mletje določene hrane in pa seveda recimo pokončna drža, hoja po 2 nogah. Se tudi recimo šimpanzi hodijo, lahko naredijo par korakov po 2 nogah, sicer večinoma hodijo
po vseh 4 oziroma plezajo. Medtem ko naši predniki pa so hodili praktično ves čas po 2 nogah, kar lahko sklepamo po legi za klinične odprtine. Torej, cela zgodba, naša zgodovina se je začela v Afriki in če pogledamo tukaj le zemljevid, vidimo, da je večina najdb je na vzhodnem delu Afrike oziroma prav v tem jarku, tektonskem jarku, pa v Južni Afriki in samo ena najdba je pa tudi v državi Čad. Drugje trenutno nimamo najdb. Vprašanje je zdaj, vprašanje več, zakaj niso nimamo drugih najdb. Lahko rečemo, mogoče še niso tam raziskovali. Mogoče se fosili niso ohranili, ker vsi fosili se ne ohranijo, propadejo, oziroma mogoče bomo še kaj našli, ampak trenutno so najdbe poznane samo torej najzgodnejše najdbe poznane iz vzhodne Afrike. No, prvi ali pa najstarejši primeri, kjer pravzaprav strokovnjaki še niso prepričani, ali gre res za človečnjaka ali samo za en poskus človečnjakom podobnega, je Sahelanthropus chadensis, ki našli so samo lobanjo, ne pa postkranialnega dela oziroma skeleta. In prav tako tudi ne vemo za drugo najdbo Ororhynchogenesis, kjer so pa našli samo kosti skeleta in ne glave lobanje, tako da ne vemo, ali bi lahko te najdbe dali skupaj, da je nekaj podobnega, ali gre za popolnoma druge primere. Pri tem, da strokovnjaki menijo, da okostje spodnjih okončin kaže na to, da je ta osebek pravzaprav že hodil po dveh nogah. Ravno tako tudi za tegale Ardipithekusa ramidusa ne vemo točno, ali je v direktni liniji ali je neka slepa veja našega razvoja. No, ta je hodil verjetno po dveh, saj občasno, sicer pa je bil še močno vezan na drevesni način hoje oziroma plezanja in gibanja. No, z gotovostjo pa lahko trdimo, da so naši daljni predniki avstralopiteki in teh avstralopitekov poznamo kar nekaj vrst. En zgodnjih avstralopitekov je Australopithecus anamensis, ki so ga našli v Tanzaniji in ta je pravzaprav zanimiv iz več vidikov. Prvič, ker so našli velik del okostja. Navadno strokovnjaki najdejo mogoče samo en del roke ali del stegnenice ali pa mogoče samo par zob ali pa spodnjo čeljust. Tukaj so pa našli skoraj 40% celotnega skeleta in so lahko kar dobro rekonstruirali, kako je ta osebek izgledal. In ugotovili so tudi, da po zgradnji okolčja in pa spodnjih okončin, da je ta osebek že hodil pokončno. To je 3 milijone let nazaj. Ponovna potrditev, da so res avstralopiteki anamensis že hodili, afarenzisi pa hodili po dveh nogah, pa so stopinje v Laetoliju, ki so se ohranile v vulkanskem pepelu in ravno tako kažejo te odtisi, da je ta osebek hodil samo po dveh nogah, ne pa da bi se še opiral na sprednje okončine. Pravzaprav gre za vzporedno dve poti stopinj, tako da včasih malo za šalo
strokovnjaki narišejo tako sliko, kako se je avstralopitek sprehajal po vulkanskem pesku, tik preden je začelo deževati in se te stopinje utrdile oziroma ohranile v pepelu. No, v Južni Afriki ravno tako poznamo nekaj vrst avstralopitekov in ena prvih najd je bila lobanja otroka, 6-letnega otroka, kjer so bili hranjeni tudi del možganov. No in Dart, ki je najdel to najdbo, je bil prepričan, da gre za človečnjaka, ki čeprav je imel še močno izraženo to pravnatijo ali pa golčavost, ampak nima več močnih podočnikov, tako da lahko hrano tudi melje in tudi zatilčna odprtina je v takih legi, kjer kaže, da je hodil po 2 nogah. No, v Afriki je tudi nekaj vrst, druge vrste avstralopitekov, ki so jih včasih imenovali avstralopiteki, danes pa jih uvrščamo med parantropuse in poznamo 3 vrste teh primerov človečnjakov, ki so imeli izredno močno čeljust in velike, torej močna narastišča za žvekalne mišice, ki so se pritrjale tudi na temenski greben, kar kaže na to, da so lahko žvečili močno, trdo hrano, kjer je bilo potrebno veliko sil, da so lahko to hrano zdrobili. No, v Afriki je bil tako imenovan Paranthropus robustus in v vzhodnji Afriki so našli Paranthropusa bosei. Kot rečeno, najprej so ga imenovali Australopithecus bosei, potem pa so se odločili, da gre le za take razlike, da potrebuje posebno ime. Kljub temu, da govorimo o robustni varianti človečnjakov, pa strokovnjaki menijo, da se je ta robustnost kazala samo v lobanji, ne pa v ostalem skeletu, kjer je nekaj malega tudi ohranjeno. To je dolina Olduvai, kjer so našli tudi tega Paranthropusa bosei in veliko tudi orodij in pa potem tudi prvega zgodnega človeka, to je tako imenovan Homo habilis. Poimenovali so ga habilis, to pomeni spretni človek, in sicer zato, ker so v istem sloju, kjer so našli njegove ostanke, našli tudi kamnito orodje in so iz tega sklepali, da je ta osebek, oziroma taki osebki, da so uporabili že kamnito orodje in so lahko potem seveda z njim razkosali neko mrtvo žival ali pa trli orehe. Torej, v podobnem istem času je živela tudi druga vrsta, tako imenovana Homo rudolfensis, katerega pa poznamo samo lobanjo, nimamo pa skeleta, zato je tukaj tudi narisan tako, da bolj medlo, ker je poznan samo, torej poznana njegova lobanja, ki ima izrazito ploščat obrazni del in pa močno čeljust. No in tretji primer človečnjaka, ki je živel v istem obdobju, tako da imamo habilisa, rudolfensisa in ergastra, je pa Homo ergaster. Tukaj so pa tudi našli praktično cel skelet, imenujemo ga deček iz Turkane, ker gre za mlad juvenilen primerek otroka, 11 do 12 let starega dečka, ki pa so zračunali, da bi
torej bil je zelo visok, skoraj 1,60 cm, to se pravi, da ko bi zrasel, bi bil še malo višji in kaže pa že tako obliko tudi telesa, ki je pravzaprav že precej podobna nam. Nisem omenila, da so australopiteki in pa tudi zgodnji homo habilis, kljub temu, da je hodil po dveh nogah, imel še razmeroma dolge sprednje končine, tako da je lahko tudi plezal po drevesih, vsaj takrat, ko je iskal zavetje ali bodisi bežal pred plenilci ali pa recimo tam tudi prespal. O tem govorijo tudi prstnice, ki so rahle ukrivljene, kar kažejo na to, da se je lahko takole kljukasto prijel za vejo. No, medtem ko Homo ergaster ima pa že krajše roke in dolge noge, pokončna hoja je že praktično taka kot naša, oziroma s tem lahko samo sklepamo. In poznal je tudi že bolj napredno orodje, kamnito orodje, ki je v obliki mandla, bom potem pokazala kasneje, ker tako orodje, da je izdelal tako orodje, je pravzaprav moral imeti že nek načrt, in iz tega lahko tudi sklepamo, da je bil že tudi imel možgane že tako dobro razvite, da je lahko nekako že planiral, kaj bo naredil. Bil je pa visok, vitke postave, kar je značilna postava za savansko področje, da ima veliko površino kože, preko katere lahko izhlapeva voda, to se pravi se znoji in lahko živi v takem vročem okolju. Včasih so Homo ergastra imenovali Homo erectus, no, potem pa so ugotovili, da se pravzaprav Homo ergaster malo razlikuje od Homo erectusa, kjer so pa prvega Homo erectusa našli v Indoneziji na Javi. In je bilo to prvo ime, potem so pa seveda druge najdbe v Afriki najprej mislili, da je tudi Homo erectus, pa so ga potem afriške primerke poimenovali ergaster. Torej, prva taka najdba v Indoneziji je bil tako imenovan javanski človek, ki je star več kot 1,5 milijona let. No, kasnejše najdbe na Kitajskem pa so, ko so odkrili, pa se imenuje pekinški človek, ki ga imenujemo tudi Homo erectus, in so ga našli v bližini, oziroma 40 km od Pekinga. Tole je ena majhna vasica v Gruziji, Dmanizi se imenuje, ki je postala zelo pomembno najdišče. Namreč tukaj so našli 1,6 milijona stare človečnjake, ki so na nek način podobni Homo ergastru. In to najdišče je zelo pomembno zato, ker so to pravzaprav prve najstarejše najdbe, ki so prišle iz Afrike. Prej smo poznali samo najstarejše najdbe v Afriki, no tukaj pa vidimo, da se je človek že selil in verjetno so se potem njihovi potomci preselili tudi v Azijo oziroma na Javo. No, na tem najdišču so našli tudi več primerkov, več lobanj in tudi spodnjih čeljusti, ki se pa pravzaprav zelo razlikujejo med seboj, tako da nekateri strokovnjaki menijo, da gre za več različnih vrst. Sedaj jih pravzaprav imenujemo samo kot Homo georgicus, ker je Georgia, Georgius je
najdišče v Gruziji. Ne? No, med temi zelo raznolikimi lobanjami in pa spodnjimi čeljustmi je pa ena čeljust, ki je brez zoba, vendar kaže, da je ta oseba, kljub temu, da ni imel zob, je lahko še nekaj časa živel. In verjetno gre za en primer negovanja, mlajših osebkov, starejše osebke negujejo, hranijo, kar lahko iz tega tudi sklepamo, da se je takrat že razvila ta čut za sočloveka, za skrb, šibkejše oziroma obnemogli. Prve najdbe, najstarejše najdbe, ki jih najdemo v Evropi, so pa stare 1,1 milijon let in sicer v Španiji. Tako da tukaj zdaj imamo tudi različna imena, verjetno gre pa, bom kasneje omenila, za eno vrsto, ki se je potem splošno razširila v Evropi, in sicer to je Homo heidelbergensis. Heidelbergensis se imenuje zato, ker je prva najdba te vrste je bila v bližini mesta Heidelberg, so našli spodnjo čeljust in so potem, torej kasneje še lobanje in druge primerke, ki se pa pravzaprav kar precej razlikujejo in verjetno bo v tem materialu bodo strokovnjaki mogoče odvojili še kakšno drugo ime med temi, ki se imenujejo Homo heidelbergensis. Iz Homo heidelbergensisa oziroma z njemu podobnimi človečnjaki se je v Evropi razvil neandertalec. In neandertalca, kot rečeno, si predstavljamo kot enega takega kosmatega, puklastega človečnjaka. V kakšnih stripih se vidi, ko vleče svojo ženo za dolge lase in tudi obraza nima kaj zelo inteligentnega, kar je pa popolnoma narobe, ker eno prvih najdb neandertalca so našli v Franciji in ko so ga proučevali, so mislili, da gre za značilnosti neandertalskega skeleta, ampak ta skelet oziroma ta osebek je imel artritis, osteoartritis in je bil zato puklast, imel je ukrivljene stegnenice, moral imeti tudi zelo hude bolečine, predno je umrl in iz tega potem je nekako, dokler niso našli drugih skeletov in videli, da gre pravzaprav za deformiran skelet, ne pa prav značilen za neandertalca, se je ta ideja o takele neandertalcu ohranila. Če bi neandertalca danes oblekli v obleko današnjega človeka, bi se lahko kar mirno pomešal v množico, ne bi bil zdaj tako upadljiv, kot je bil na prejšnji sliki. Kljub temu neandertalec je imel določene razlike, ki jih danes poznamo. Prvič je bil nižje rasti, bolj čokat, imel je širok prsni koš in tudi v lobani je kar nekaj razlik. Če pogledamo lobanjo neandertalca od strani in primerjamo z modernim človekom, ima neandertalec ta obrazni del nekako potegnen naprej, če si bi predstavljali si, da bi imel gumijasto obraz, pa bi mu ga malo naprej potegnili, v primerjavi z modernim človekom, kjer je ta
štrleč obraz, manjši oziroma je bolj ploščat. Zanimivo pri neandertalcih je tudi to, da so imeli zelo obrabljene sprednje zobe, kar je pravzaprav še uganka, ampak ena od razlag je ta, da so pravzaprav zobe oziroma čeljusti uporabljali kot neko tretjo roko ali pa neko orodje, da so prijeli recimo kožo, ki so jo strojili, in zato so zobje, kot vidite, precej obrabljene. Drug zanimiv primer je, ko so našli skelet neandertalca, ki je imel močno poškodovan obraz, bil je slep na eno oko in imel je tudi amputirano desno roko, ki se je potem zacelila, iz česar lahko sklepamo, da je ta oseba, čeprav ni bil sposoben, da bi šel na lov oziroma da bi se sam preživljal oziroma prehranjeval, spet lahko sklepamo, da je imel pomoč, da so drugi v skupini mu pomagali, da je lahko še nekaj časa živel. No, in neandertalci so tudi že pokopavali svoje pokojne, tako da imamo zato tudi več ohranjenega materiala. Ena pomembnih zbirk ostankov neandertalcev je v Krapini, kar se verjetno veste, kjer je danes urejen tudi muzej in so našli celo vrsto ostankov. Žal pa so vsi ti fosili precej poškodovani, polomljeni, in je pač težko vse to rekonstruirati. No, neandertalci so imeli tudi posebno tehniko orodja, imeli so takole orodje, imenujemo ga musteljensko orodje, z ostrimi konicami, s katerimi so lahko potem razkosali žival oziroma delali orodje. Pojavlja se seveda takoj vprašanje, kaj pa v Sloveniji, ali imamo tudi kakšne neandertalce. Najdišč skeletov oziroma fosilnih ostankov okostja nimamo. Imamo pa ostanke orodja, to se pravi, da je tukaj živel neandertalec, samo niso se pa ohranili njegovi deli okostja. No, in en takih poznanih mest je tako imenovan Betalov spodmol. No, pomembna je tudi za nas neandertalska piščal, ki so jo našli v divjih babah. In še vedno nekateri strokovnjaki, pa ne samo pri tem, tudi recimo pri določenih vrstah človečnjakov, so različne struje, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo z uvrstitvijo nekega fosila v en kontekst. No, in pri nas je kar nekako priznano, da je to piščal. Nekateri strokovnjaki pa menijo, da, ali pa mogoče so malo skeptični, ali je to res piščal ali ne, ker ima zelo veliko starost, 55.000 let, to se pravi, da je to naredil neandertalec, ne pa moderni človek. Po drugi strani pa recimo različne piščali in pa druge bolj napredne kulturne značilnosti pripisujemo modernemu človeku, ne pa neandertalcu. Če se bo našlo še več podobnih primerov, potem se bo to nekako uveljavilo. Ko sem govorila z določenimi strokovnjaki, so se nekateri strinjali, da to bi lahko bila piščal.
Drug profesor mi je pa rekel, da nisem prepričan, da je piščal, ampak vsekakor je to delo človeške roke, da ni to, da recimo bi kakšna žival, ko bi ugriznila v kost, naredila te luknje. No, in z neandertalcem, oziroma z neandertalcem, ki je živel v glavnem v evropskem predelu, ne, in je potem pred 40 000 leti izumrl, je že prej se začel seliti iz Afrike moderni človek. To se pravi, moderni človek je tudi najstarejši primer, ki so v Afriki in se je potem selil v Evropo in nekaj časa celo sobival z neandertalcem. In spet vprašanje, kako to, da je neandertalec izginil oziroma izumrl, in strokovnjaki še danes ne vejo točno, teorij je veliko, bodisi da ga je moderni človek izrinil, da je imel naprednejše orodje, bodisi da je mogoče prinesel kakšne bolezni, ki jih neandertalec ni imel, ali pa je bil recimo bolj ploden, oziroma je imel več potomstva in je na ta način tudi počasi neandertalca izrinil. No, po drugi strani pa, kot sem že rekla, se je že Homo ergaster selil v Azijo oziroma Indonezijo in potem se tudi moderni človek širi torej po Aziji in pred približno 12 000 leti, ko je bila močna oledenitev, se je moderni človek potem preselil tudi v severno oziroma južno Afriko. Ena pomembna najdba, ki bo čez čas oziroma že zdaj pravzaprav buri kar nekaj debat, je pa najdba v jami Denisova se imenuje, kjer so našli ostanke neandertalca, modernega človeka in pa populacije Denisovca, kot jo imenujemo. To je zdaj čisto ena nova vrsta in zanimivo, ne, da je Svante Pabo analiziral DNK teh Denisovcev, ne, in ugotovil, da je pravzaprav ta populacija malo drugačna od ostalih in ne samo to, da so se geni te generacije prenesli tudi potem v Papuo Novo Gvinejo in pa v Avstralijo. To se pravi, da tiste populacije v Novi Gvineji in Avstraliji, oziroma aboriđini, mislim, imajo tudi nekaj genov te populacije. Ne? No, in s tem, da se v zadnjem času analizira DNK, ne, bo mogoče s tem se tudi malo spremenila celotna zgodovina oziroma bolj potrdila, kateri primerki si zaslužijo svoje ime za vrsto, kateri so pa mogoče del podvrste. No, pri nas imamo pa tudi nekaj najdišč modernega človeka. Taka je recimo Potočka Zijalka, kjer so našli kar nekaj orodja modernega, sodobnega človeka. Kot sem že prej omenila, moderni človek oziroma sodobni človek je bil pa tisti, ki se razlikuje od neandertalca v tem, da je začel izdelovati tudi različne figure in pa začel je slikati v jame, na stene jam. Ne? Tukaj tudi so še vprašanja, zakaj je sliko, ali gre za neke obrede, ali skratka, tukaj so si še strokovnjaki enotni.
je pa veliko živali, ne, in zelo malo kje se pojavi kakšna slika, ki bi predstavljala človeka, ne, ampak so predvsem torej, konji, bizoni, ki uprizarjajo tiste lovne živali, ki jih je uporabljal oziroma s katerimi se je hranil moderni človek. Zdaj, jaz sem zelo na hitro omenila samo tiste najznačilnejše primerke, ki so pomembni za razvoj ali pa za razvoj modernega človeka. Obstajajo pa še mnoge druge vrste, ki so lahko slepa veja oziroma so izumrle in niso bile tako pomembne, da bi bili naši direktni predniki. Ampak vse več odkrivajo tudi take primerke. In zelo zanimiva najdba je bila pred dobrimi 15 leti, ko so na otoku Flores odkrili skelet osebe, ki so jo poimenovali po otoku Homo florescensis, ki je živela tam pred 200 do 50 tisoč leti. Izredno majhne rasti, ki pa je, torej možganska kapaciteta je velika kot en grapefruit, če lahko tako rečem, nizke rasti, ki pa je že poznala ogenj, uporabljala orodje in vprašanje je, kako so ti osebki prišli na otok Flores, ker otok Flores ni bil nikdar povezan z kopnim. Ena od možnosti je, da je že lahko izdelal oziroma znal izdelati nek splav, da je lahko prišel do tega otoka in potem pred 12 tisoč leti izumrl. To se pravi, istočasno, ko imamo v Evropi modernega človeka, ko imamo neandertalca in tukaj Homo florescensis. No, kot rečeno, je človečnjak začel uporabljati z pojavom Homo habilisa tudi orodje, in sicer kamnito orodje. Ne moremo pa trditi, da niso uporabljali tudi drugih predmetov, ki pa se niso ohranili. Recimo palc, lesenih palc ali nekega drugega materiala. In to je, zgoraj vidimo zelo to preprosto orodje, kjer to so prodnjaki, tako imenovani, in spodaj že bolj natančno, bolj fito orodje neandertalcev. Pestnjaki oziroma pesnjake je pa prve začel izdelovati Homo ergaster in to orodje je v obliki solze ali pa mandla, ki je na obeh straneh enako. Kot rečeno, potem bi moral tak človečnjak si narediti načrt, kako bo obdelal eno stran kamna in potem drugo, da bo podobna, da bosta obe strani podobni, da bosta ne popolnoma enaki, ampak podobni. No, in moderni človek je pa seveda uporabljal potem že puščice in pa različne igle iz kosti. Še eno vprašanje se pojavlja, torej lahko rečemo, da so naši predniki bili drugačni kot opice, kot šimpanzi in tudi recimo človeku, danes živeče opice oziroma danes živeče človeku podobne opice so bile včasih tudi drugačne, kot jih poznamo danes. Njihovi predniki, na primer, niso hodili z sprednjimi okočinami po prstih oziroma po členkih, ampak so to razvile mnogo kasneje.
Zdaj, zakaj nas zanima razvoj človeške vrste, oziroma naj bi zanimalo vsakega človeka, a ne? Zanimati nas bi moralo zato, ker ne gre tukaj samo za anatomske spremembe, ampak nam skuša tudi razložiti, kako je šel ta razvoj in zakaj smo postali tako uspešna vrsta, kot smo. Drugo pa je pomembno tudi, da skozi to evolucijo spoznavamo socialni razvoj, a ne? Kako so živeli ljudje v skupnosti, v kakšni skupnosti, kakšne so imeli med seboj odnose, ali so znali govoriti, oziroma kakšen jezik so imeli, kar je pravzaprav tudi vplivalo na evolucijo. Ne? Druga stvar pa je, ki je zelo pomembna in danes v bistvu izgubljamo nadzor nad okoljem, nad naravo, ne? Kako smo pravzaprav mi vpeti v naravo in smo povezani z njo. Ne? In v bistvu bi morali se zavedati, ne, kako je ta odnos do narave pomemben. Ne? In kot rečeno, pomembno je tudi, da spoznavamo to evolucijo, našo evolucijo, ne? Da vidimo to enotnost oziroma tudi raznolikost med ljudmi. Namreč, ker danes se mnogokrat dogaja, ne, da tudi ne samo mladina, ampak tudi drugi menimo, da so neke populacije manj vredne, da barva kože, ne, če je temna barva koža, da pol taki ljudje so manj inteligentni ali da so drugačni. A ne? In v knjigi tudi omenim, ko otrok vpraša, kako je zdaj, a smo vsi enako inteligentni, a nismo. Pamet je pravzaprav razporejena po celem svetu približno enakomerno. Gre za to, da imajo nekateri večjo možnost do izobraževanja, a ne? Da se lahko šolajo, da se lahko razvijajo svoje sposobnosti, različne poklice, drugi pa nimajo te možnosti. In vsi smo danes živeči ljudje, smo ena vrsta, smo homo sapiens in ni ena vrsta več vredna ali pa manj vredna. Ne? Zato je to pomembno, da poudarjamo to in se tega zavedamo, ne? Da ne vzgajamo neke fobije, da so nekateri ljudje slabi, nevarni zaradi barve kože, ne? Ampak so vzroki drugje. Tako da to je zdaj zelo na hitro en tak pregled, ki je mogoče v knjigi še mogoče malo bolj natančno opisan, ampak želja je bila predvsem, da se vsaj delno spoznamo z razvojem naših prednikov, kako je ta potekal in kakšni so bili naši predniki. Vsekakor se nismo razvili iz opic, neandertalci niso bili tako neinteligentni, kot mislimo. Če bi bili tako neumni, ne bi vztrajali 100 000 let na Zemlji. In skratka, barva kože ne vpliva na inteligenco, ampak je to ena od prilagoditev na klimo. Na ekvatorju so ljudje z temno barvo kože zaščiteni pred velikim sončnim sevanjem, ker ultravioletni žarki lahko poškodujejo našo bedno osnovo, medtem ko na severu so pa na splošno ljudje z svetlejšo kožo. Danes pa seveda glede selitev in potovanj, ko ljudje potujejo na različne konce, najdemo povsod različne populacije, različnih barv in s tem pa smo še zmeraj vsi homo sapiens. Hvala lepa. Hvala lepa.
kjer smo pa le videli. Ja. Ne, hudo je, ker je tega veliko več in če se potem začneš preveč v detalje, zgubijo vse učenci zlato nit, rdečo nit in potem rečejo tega preveč, to jaz ne morem. Ne. Mislim, je treba z osnovo začeti, pa se pa na to nadgrajuje. Ampak so vedno zelo rušno reagirali, ne? Se spomniš, ko smo bili v Mariboru, ko smo zastavljali vprašanja, kakšna je razlika med sodobnim človekom pa neandertalcem. Ja. Učenec rekel, mi smo tako malo bolj pametni. Mi smo tako pametni. To je tako, izgleda je preprosto in rušno in zelo, no, tudi lani na sejmu so bili starejši učenci, pa so tako zelo poslušali, ne, pa se jim je zdelo pomembno, da se seznanijo z zgodovino človeka in da bojo imeli mogoče en občutek, koliko daleč naša zgodovina sega. Jaz sem pozabila, jaz sem tam še nekaj pokrito, pa če imate še 5 minut časa, vam bi pokazala. Takole. Tukajle, to je lubanja popija, šimpanza. In vidite, kako ima izrazito tole gobčavost, podočnike velike, ne, tako da lahko samo grize, ne more hrane mlet. V naši evoluciji se je pa potem ta čeljust vedno bolj krajšala, ne, in možgani so se večali in tudi zatilčna odprtina se je pomaknila bolj na bazo lobanje. Tole je primer tegale afriškega Australopitheka africanusa, otroka, nimam žal možganov zraven, ni bilo pri tem modelu, ne. To je 4-letni otrok in kljub temu se vidi, ne, da je ta gobčavost že manjša, ne, čeprav možganska kapaciteta je še zelo majhna, to je itak otrok, ampak ko bi zrasel, bi imel približno tako kot šimpanzi. Tole pa zdaj že Homo habilis, ki ima tudi razmeroma še majhno možgansko kapaciteto, ampak zobovje in celotna, torej ta obrazni del, se vidi, da je že naprednejši, ne? In med samim, še en Homo, še en habilis, v tej, torej med primerki, ki jih poznajo, ki štejejo Homo habilisi, so možganske kapacitete varirajo. Nekateri imajo celo zelo majhno manjše ali pa tako veliko kot pri šimpanzih, medtem ko drugi pa imajo že precej večjo. No, pri temle Paranthropusu etiopikusu se lepo vidi ta greben, kamor so se pritrjale žvekalne mišice in močna čeljust, da je lahko mlela to močno abrazivno hrano. No, in še en primer robustnega primerka, to je Paranthropus boisei iz vzhodne Afrike, kjer pa tudi se vidi ta temenski greben. Tole, kar je temno, je pravzaprav manjkajoče in so potem rekonstruirali celotno lobanje. Tole je pa pekinški človek, ima pa že kar lepo možgansko kapaciteto, 1000, pa še malo več, in pa gobčavost je sicer še izražena, ampak vedno manjša. In pa potem imamo še Hairiderdensisa, to je ta vrsta, ki je živela v Evropi, iz katere se je verjetno razvil tudi neandertalec. Tale je pa en primer, del neandertalca,
z močnimi nadočesnimi oboki. In neandertalci so imeli nekateri primerki celo večjo možgansko kapaciteto, kot jo ima danes moderni človek. Okrog 1600, modern človek ima pa 1450 povprečje. Ta je imel celo večje, ampak kot rečeno, velikost možganov ni nujno, da je tudi bolj. No, tukaj ima pa še en primer tega orodja, pesnjaka, ki je kot mandl ali pa solza oblikovan, s katerim so potem lahko razkosali žival. Tole pa še kopija, ampak en otrok mi je rekel, če lahko kaj zaigram na tole, ampak ne gre, jaz ne znam. Hvala lepa. Imate še kakšno vprašanje? Sicer pa želite si ga pod knjigo ogledate in res hvala lepa za lep večer. Hvala.